Dober večer vsem skupaj. Pravzaprav opravljam častno vlogo. Tukaj sem namesto predsednika, namesto glavne tajnice in urednice, namesto urednice, ampak pomembno je, da naš spomin še živi, da smo mi tisti, ki ohranjamo ta civilizacijski dogodek. Kot antropolog pravim, da to drži in v vseh civilizacijah nekako spoštujejo pokojne in kot je napisal akademik Claude Lévi-Strauss, veliki antropolog, je človek postal človek, ko je začel svoje pokojne pokopavati. Se pravi, to je temeljni civilizacijski dogodek, odnos do mrtvih, spoštovanje do mrtvih in da nekdo s tem pokopom živi še naprej, živi, se pravi, na simbolni način in s tem nekako izraža tisto, kar je rekel Gabriel Marcel, nekoga, ki spoštuješ, mu poveš, ti ne boš umrl, tudi če boš fizično umrl, boš simbolno v mojem spominu in v duhovni povezavi živel naprej. In če je to temeljni civilizacijski dogodek, je prav, da nas je nekaj takih, ki ozaveščamo tudi Slovence, da moramo Slovenci do kraja stopiti v družbo civilizacijskih narodov in pokopati svoje pokojne. Tukaj med nami imamo gospoda Mitja Ferenca, kot vemo profesorja, tudi je bil nekaj časa predstojnik oddelka za zgodovino, mednarodnega strokovnjaka. Kot vemo, se je med prvimi začel zanimati prepovedanih tem, tiste, ki so bile predpisane za pozabo, pa vendar so vedno na novo stale v našo zavest in v tem duhu se med prvimi začel zanimati tudi za kulturo izginilih kočevskih Nemcev, tudi seveda kasneje za vse pokojne. No in moramo reči, da ta simbolni svet pokojnih nas prevzame in s tem pokažemo, da smo tudi mi ljudje in kako izražamo to pieteto vsak na svoj način. Tudi od začetka vidimo v civilizacijah, prižigamo sveče, se pravi, da vendar luč gori, luč sveti in daje upanje še v neko drugo življenje. No, da bo lahko naš gost, ki ga poznamo, tukaj spregovoril in nam povedal, kje smo z odkrivanjem grobišč, kje smo na poti ponovno na poti v temeljno civilizacijo. Moram reči, da mi je prijetno pri srcu, da mi je prijatelj Tone Kuntner podal pesem nekega drugega Toneta, ki je bil pa oče našega gospoda Ferenca. To je Tone Ferenc, ki je napisal lepo pesem Rekviem, pa nam mi dovoli, da na začetku to preberem. Jaz 100-krat praznoval ne bom, ne konca vojne in ne zmage. Zaprl se bom v svoj tihi dom in molil za Slovence svoje drage. Za njih bom molil, ki so nekoč bili rdeči, beli, plavi in vsako svobodo svoje zroč izginili v gorja poplavi. Naj lux perpetua zdaj sveti vse, ki v breznih in grobovih spijo in rekviem eternam njih kostem, kjerkoli trhle še ležijo. Hvala tudi gospodu Tonetu Ferencu za te pretresljive besede, ki izražajo tudi naša občutja. Ampak, kot vemo, človek je vedno hotel spoznati, odkot je in kje so njegovi dragi.
Ne vemo, kje so naši dragi, večnost je skrivnost, ne sme pa biti skrivnost, kje so njihovi ostanki. Zato prosim gospoda profesorja Mitja Ferenca, ki je bil odlikovan ne samo z Zoisovim priznanjem, ampak tudi z visokim državnim priznanjem Republike Avstrije. Ja, prosim, da prevzame besedo. Hvala lepa, gospod profesor, za te lepe želje, tudi za to, da ste mi prebrali očetovo pesem, ki jo je napisal ob 50-letnici konca druge svetovne vojne. Danes praznujemo 80 let, pa se veliko tega ni spremenilo. Poskušal bom na kratko predstaviti problematiko povojnih pobojev, prikritih grobišč, pravico do spomina, pravico do pokopa, takšno kot sem jo spoznaval v preteklih letih, zdaj lahko rečem že tudi desetletjih, ko sem širom po Sloveniji popisoval, evidentiral prikrita grobišča ali pa deloval od začetka, od leta 90 v Komisiji Vlade Republike Slovenije za reševanje prikritih grobišč. Že v uvodu naj povem, da sem se te tematike kot zgodovinar lotil tudi zaradi tega, da bi ob skorajda popolni odsotnosti pisnih virov poskušal z nekaj netipičnimi metodami zgodovinske stroke pridodati nekaj kamenčkov v ta mozaik teme, ki desetletja vznemirja Slovence. V letu 2025, ko se spominjamo 80 let zmage nad fašizmom, nacizmom in konca druge svetovne vojne, se Slovenci še vedno soočamo z dediščino preteklosti. Z dediščino preteklosti, ki je na naših tleh pustila številna množična prikrita grobišča. Kaj so? To so tista grobišča, ki so posledica povojnih, množičnih in tudi posamičnih izvensodnih usmrtitev v letih 45-46, a pa tudi tista grobišča iz časa vojne, v katerih leže posmrtni ostanki pripadnikov oboroženih formacij protipartizanskega ali pa, če hočete, protikomunističnega tabora in tudi civilistov. Najbolj enostavno, širše pa lahko imenujemo prikrita grobišča tista iz tega omenjenega obdobja, kjer so pokopani ali pa bolje rečeno, kjer leže posmrtni ostanki vojakov in civilistov, ki niso mogli, ki niso smeli imeti svojega groba. Če se postavimo v prostor in čas usodnih dogajanj v letu 1945, je bil to čas seveda zaključnih bojev za osvoboditev države, za osvoboditev pregon okupatorja, a to je bil tudi čas krvavega maščevanja, zmagovalcev nad poraženci ter dejanskimi, pa tudi namišljenimi nasprotniki novih oblasti. To je bil čas, ko je v likvidacijah večinoma brez sodb, brez sodišč, izgubilo življenje na tisoče in tisoče ljudi. Njihova morišča, njihova grobišča še vedno iščemo, kljub temu, da je preteklo že 80 leti, do sedaj evidentiranih in popisanih več kot 700 lokacij prikritih grobišč, ki pa vsa še niso potrjena, raziskana. A k tej problematiki, te številke, se bom še vrnil. Konec druge svetovne vojne je številne množice zaznamoval z veseljem, srečo, ampak na drugi strani tudi pustil bolečino, trpljenje in smrt. Konec leta 1944, začetku leta 1945 se je začel postopen, hkrati tudi dokončen umik nemških divizij ob koncu, torej z jugovzhodne Evrope, proti Avstriji in Madžarski in spremljalo je ta umik nenehno napredovanje jugoslovanskih partizanov proti zahodu. Vemo, da je bilo glavno mesto Beograd osvobojeno s pomočjo Rdeče armade že oktobra 1944 leta, a se je tako imenovana Sremska fronta potem držala vse do marca 1945 leta. Po njenem preboju se je situacija za nasprotnike partizanskega gibanja, zlasti za nezavisno državo Hrvaško, bliskovito spreminjala. Kapitulacija Nemčije je ogromno množico raznorodnih vojakov zatekla še na slovenskem ozemlju, preko katerega so se pred prodirajočo jugoslovansko armado želeli predati Anglo-Američanom. Od njih so namreč pričakovali milejšo usodo in spoštovanje ženevskih konvencij, saj so informacije z območjih, ki jih je zasedala jugoslovanska armada in nova oblast,
vnašale dodatno bojazen o njihovi možni usodi. Ko govorimo o vojakih nezavisne države Hrvaške, ki so se znašli na slovenskih tleh, je pred Pliberkom to ogromno množico, čeprav je bila pravzaprav povsod po Koroškem in po Zgornjem Štajerskem. Ta množica se mogla 15. maja 1945 pod britanskim pritiskom predati jugoslovanski vojski. Ocene o številu ujetnikov so različne, vendar z Blajburškega polja je bilo v ujetništvo odvedeno ali pa od Britancev izročenih okoli 100.000 pripadnikov hrvaških oboroženih sil. Vojaški zmagovalci za poražence niso imeli milosti. Vrnitev pred Pliberkom zajetih pripadnikov vojske nezavisne države Hrvaške po Dravski dolini proti Mariboru, pa dalje proti Hrvaški in južnejšim jugoslovanskim pokrajinam, so spremljale množične likvidacije, ki tako hrvaških, torej ustašov in pa hrvaško-domobranskih častnikov, pa tudi vojakov, ki so v hrvaškem kolektivnem spominu znane kot Blajburška tragedija, Križni put ali pa Marševi smrti. Glavna merila za smrt ali življenje pa so bili starost, mladoleten ali polnoleten, leto pristopa k sovražni enoti in čin. Kriterije nam najbolj podrobno razčlenuje poročilo OZNE za prvo jugoslovansko armado, ki so bile potem, kad smo našli dokumente v Vojnem arhivu Srbije, posredovane vsem nižjim vojaškim enotam. Individualna krivda, odgovornost posameznika se ni ugotavljala ali pa le izjemoma. V tistih majskih in junijskih dneh je bilo življenje vojnega ujetnika in marsikaterega civilista bolj malo vredno in je bilo razvrščanje v levo ali desno, v življenje ali smrt, odvisno od osebne odločitve oznovskega oficirja, tudi od osebnih poznanstev, zamer iz časa pred vojno, med vojno in po njej. Pri tem je bila usoda posameznika odvisna tudi od tega, kakšno krivdo so pripisovali, če govorim o slovenskih domobrancih, enoti, ki ji je ujetnik pripadal. En del navodil za čiščenje vojnih ujetnikov govori: oficirje čistite sve redom, osim ako za nekog ne dobijete od OZNE ili partije, da ga ne treba likvidirati. Torej, navodila so bila pripravljena vnaprej, v tem primeru v poročilu OZNE iz prve jugoslovanske armade samokritično govorijo, da so se po preboju Sremske fronte znašli pred neugodno situacijo, da niso mogli tako hitro čistiti vojnih ujetnikov, zato so izoblikovali poseben štab in naročili tisto, kar ne čistite, likvidirate na licu mesta, pošljite nam kriterije za likvidacijo, pa so bile v bistvu za ustaše in hrvaške domobrane v razliki samo v enemu letu pristopa prej ali kasneje v vojaško enoto. Torej, navodila so bila pripravljena naprej, zato trditve o maščevanju borcev zaradi dogodkov na Sutjeskih in podobnih bojev, kjer so padli borci Narodno-osvobodilne vojske, kratko malo ne zdrže. Po drugi pa strani pa tudi kakšna vojska pa bi to bila, če bi posamezniki lahko kar po mili volji, brez odobritve nadrejenih, izvajali pomore. Pripadniki slovenskega domobranstva v začetku maja preimenovani v Slovensko narodno vojsko so se po 5. maju 1945 umaknili na avstrijsko Koroško, se dali tam razorožiti britanski vojski. Ta jih je internirala v taborišče na Vetrinskem polju, južno od Celovca. Umaknilo se jih okrog 10 do 12 tisoč, še približno 6 tisoč civilistov. In britanske enote so vse do 14. maja sprejemale v ujetništvo tudi več tisoč ustaških, hrvaško-domobranskih, srbskih, črnogorskih vojakov in civilistov. Takrat, tistega dne pa so dobile iz zavezniškega poveljstva v Caserti, torej poveljstva za Sredozemlje v Caserti, ukaz, da vse Jugoslovane, ki so služili nemškim oboroženim silam, izročijo Titovim oblastem in da ne sprejemajo več nobenih enot iz jugoslovanskega ozemlja. Začelo se je,
v nasprotju z ženevskimi konvencijami o ravnanju z vojnimi ujetniki, vračanje ujetnikov jugoslovanske armadi, kar predstavlja tudi moralni madež za zavezniško vojsko. Najprej so med 18. in 24. majem vrnili Hrvate, sledili so Srbi in Črnogorci do 27. maja, od 28. maja do 31. maja pa še slovenski domobranci. Vrnjene Slovence so odpeljali v dveh smerih. Britanske enote so domobrance in druge pripeljale do železniških postaj Marija Rajn, kjer so jih prevzeli pripadniki jugoslovanske armade in jih pripeljali v Jugoslavijo. Iz Marija Rajn je prva smer vodila čez sprejemni taborišči v Radovljici in Kranju, en del na Škofjeloški grad, večino pa na Škofove zavode v Šentvidu nad Ljubljano. Druga smer je vodila iz Pliberka čez Dravograd do Slovenj Gradca in naprej v taborišče Teharje oziroma za Hrvate v druga zbirna taborišča v Celju in okolici Celja. Kakšna je bila pot ujetniškega taborišča do morišč, prikazuje tale shema na zaslonu. Ujetnike so po kratkem zaslišanju razdelili v skupine A, B in C. Tiste, bilo jih je največ, skupine C, so kmalu umorili in Šentvida so jih večji del prepeljali z vlakom do Kočevja, nato z kamioni do Brezen v Kočevskem Rogu. S Teharji pa največ do rudniških razpok Starega Hrastnika. Manj znane pa so usode tistih vojakov in civilistov, ki so bili zajeti ali aretirani na poti do državne meje ali pa v okolici svojih domov in pa vračajočih še Slovencev mobiliziranih v nemško vojsko. Namreč tiste, ki so ostali v Sloveniji, so nove oblasti sredi maja pozvale z ostrimi svarili, naj se prijavijo. Zaprli so jih v taborišča Šentvid, Bresternica, Studenci, pri Mariboru, Strnišče, Hrastovec v Slovenskih Goricah, deloma tudi Teharje in seveda tudi najbližje mestne in lokalne zapore. Čakal jih je enak postopek kot v Šentvidu in na Teharjih, morda z blažjim režimom. In z takih teh taborišč in okrajnih zaporov so ujetnike vodili v bližnja morišča, katera, kot vidite na zaslonu, nekatera že poznamo oziroma so bila že potrjena. O čiščenju nasprotnikov so prav gotovo odločali v najožjem jugoslovanskem državnem vodstvu. Ukaz je gotovo prišel od vrhovnega poveljnika jugoslovanske armade, predsednika Demokratične federativne Jugoslavije, ministra za obrambo, generalnega sekretarja Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije, vse v eni osebi Josipa Broza Tita, vendar ni znano, kdaj in v kakšni obliki. Industrija ubijanja oziroma celotna akcija likvidacij nekaj 10 000 ljudi v nekaj dnevih v takratnih razmerah ne bi bila mogoča brez podpore in udeležbe najvišjih politikov tudi federalne Slovenije. Odločitev o usodi vrnjenih je bila razvidna že iz Titovega govora na Kongresnem trgu v Ljubljani 26. maja 1945, ko je dejal, da izdajalska, citiram, manjšina ne bo nikdar več gledala naših divnih planin, naših cvetočih polj. Če bi se to vendarle zgodilo, bo trajalo zelo kratek čas. Konec citata iz Slovenskega poročevalca. Te besede so bile izrečene le dan prej, ko so zavezniki začeli množično vračati slovenske domobrance s Koroške, medtem ko so bili Hrvati, Srbi in pa Črnogorci vrnjeni že skoraj v celoti. Velika večina pred avstrijsko mejo zajetih vojakov nezavisne države Hrvaške, pa takrat, ko je ta govor bil tukaj v Kongresnem trgu, pobita že v okolici Maribora, največ v protitankovskem jarku v Tezenskem gozdu. Zato je pravzaprav cinična depeša podpredsednika torej vlade Demokratične federativne Jugoslavije in ministra za konstituanto Edvarda Kardelja, ki jo je poslal predsedniku slovenske vlade Borisu Kidriču 25. junija 1945 o prepočasnem čiščenju in da naj bodo bolj odločni in hitrejši. Udeležba pri pobojih je na ljudi vplivala različno. Eni so sodelovanje kot pravilno
zagovarjali do konca, drugi tajili. Tretje je moralna peza gnala k alkoholu, k samomoru. Eden od njih je imel transportne liste ljudi, ki jih je odpeljal na morišče vse skozi pri sebi v denarnici. Po smrti mu jih je našla snaha, hčerka enega od umorjenih na tem spisku. Tisto, kar še posebej bode v oči in kar nas loči od načine epuracije v zahodnih demokracijah, pa je 10-letni izbris žrtev iz javnega spomina. Režim je žrtvam teh pobojev odvzel pravico do groba. Množična grobišča, posamezni grobovi, žrtve v njih niso obstajali. Grobišča so morali po navodilih iz Beograda zravnati za zemljo in zakriti sledove pomora. Grobišča so bila vse do demokratičnih sprememb načrtno zamolčana, sledi izbrisane, sorodnikom odvzeta pravica do vedenja, pravica do žalovanja. Ta navodila na zvezni, federalni, pokrajinski in okrajni ravni iz leta 1945-1946 so nam danes že podrobno poznana. Ponavljana tudi kasneje, v določeni meri pa je to prepoved vseboval in ohranjal vsakokratni člen zakona v pokopališki in pogrebni dejavnosti, ki je bil recimo ukinjen samo nekaj dni, julija 90. leta, nekaj dni pred spravno slovesnostjo. Seveda pa usoda pobitih med prebivalstvom ni mogla ostati skrita. Pobegli jetniki iz taborišč in zaporov, predvsem pa rešenci iz Brezen, Kočevskega Roga, rudniških razpok Starega Hrastnika, so o tem pričali sorodnikom, prijateljem. Zaradi obširnih zapisov politične emigracije se je o povojnih pomorih vedelo in govorilo zunaj Slovenije, doma skoraj nič. V slovenski javnosti se o tem ni smelo govoriti, kaj šele raziskovati. Kocbekov intervju leta 1975, esej Krivda in greh Spomenke Hribar, sredi 80. let. Zapisi rešencev iz morišč v prepovedani emigrantski literaturi so v slovensko zavest postavili Kočevski Rog kot sinonim za množične povojne pomore. Vendar o razsežnosti grobišč in morišč po Sloveniji smo na prelomu v 90. leta vedeli malo. Vprašanje vojnih žrtev je v nekdanji Jugoslaviji veljalo za prvorazredno politično vprašanje, ne pa za znanstveno, ne za civilizacijsko. Zato je bilo za vse raziskave človeških izgub značilna izrazita ideološka in metodološka enostranskost. Med žrtve vojne in za človeške vojne izgube niso sodili padli v bojih s partizani ali z jugoslovansko vojsko, pa tudi ne tisti, ki so padli, bili ubiti ali pa so izginili po 9. maju 1945. leta oziroma po uradnem koncu druge svetovne vojne v Evropi. Popisi vojnih žrtev, ki jih je v povojni Jugoslaviji, ki so jih izvedli v letih 46, 50 in pa 64, so pomanjkljivi, so nezanesljivi, znanstveno nepreverljivi, da bi z njimi danes lahko podali oceno o razsežnosti in strukturi človeških in demografskih izgub na območju nekdanje Jugoslavije med drugo svetovno vojno ali pa po njej. Prvi podatek o 1.700.000 žrtvah, ki jih je imela Jugoslavija v drugi svetovni vojni, je navedel Josip Broz Tito v Zagrebu 21. maja 1945 in nato v Ljubljani 26. maja. Da bi od poraženih držav pridobili čim večjo vojno odškodnino in s tem tudi večji mednarodni ugled, je povojna jugoslovanska oblast na mirovni konferenci v Parizu predstavlja večje število žrtev, kot jih je Jugoslavija dejansko trpela. Da bi bili podatki bolj verodostojni, so številko nekoliko povečali
na 1 706 000 in jo tudi leta 1946 prijavili Mednarodni reparacijski komisiji v Parizu. Ta izjava o 1 700 000 žrtvah je dobila uradno potrditev in bila zavarovana in varovana strani državne oblasti do smrti Josipa Broza Tita in do začetka razpada skupne države. Popisno gradivo iz tistih let pa ni bilo dostopno. Popis, ki ga je po posebni metodologiji izvajal Inštitut za novejšo zgodovino, je ugotovil zato skoraj enkrat večje število žrtev med Slovenci v vojni in zaradi nje, kot prejšnji popisi oziroma ocene. Od okoli 100 015 žrtev, koliko jih je sedaj in kar jih lahko spremljate na portalu SIS-Story, je okoli 15 000, torej 15% domobrancev, slovenskih četnikov in 1127 civilistov bilo pomorjeno po koncu vojne. Vendar se za večino ne ve, kje so pokopani. Zaradi skoraj popolne odsotnosti primarnega arhivskega gradiva o pomorih in grobiščih, zaradi redkih izkopavanj posmrtnih ostankov, je zato ocenjevanje ali določene števila glede tako raznoliko umorjenih ljudi raznih narodnosti na Slovenskem lahko stvar manipulacij, ki se, kot vemo, povečujejo do neslutenih višin. Sprava je živela sprva le med poraženci vojne v emigraciji, saj za zmagovalce in odločevalce v komunistični Sloveniji politično in ideološko ni bila sprejemljiva. Spravni diskurs v domovini so odprli šele politično-disidentski in civilno-družbeni glasovi v 70. in pa v 80. letih prejšnjega stoletja. Dokler ni bila besedna zveza Narodna sprava leta 90 splošno prepoznana kot pomembna podlaga za doseganje enotnosti, ki smo jo potrebovali za narodno in pa državno osamosvojitev. Vrhunec tedanjih in sploh vseh dosedanjih spravnih prizadevanj je bila slovesnost v Kočevskem Rogu 8. julija. Vsaj v simbolnem smislu je bil to pomemben dogodek, saj so z njim v slovensko občestvo bili prišteti dotlej zamolčani. In to je bila tudi dogodek nekega največjega upanja, da je spravo med Slovenci vendarle mogoče doseči. Intenzivnost spravnih prizadevanj je po osamosvojitvi precej nihala. A najpomembnejše je, da se je začelo, čeprav počasi, z velikimi, pogosto prav nedojemljivimi težavami, s celo vrsto aktivnosti za popravo krivic, za ohranjanje spomina in ugotavljanje dejstev. Naj samo uvrstim samo zakon o denacionalizaciji, zakon o popravi krivic. Dolg do prizadetih je bil na takšen način vsaj deloma, ampak res samo deloma poravnan, čeprav bo pot do ureditve tega poglavja še dolga. A dolg do mrtvih je še do današnjih dni ostal v veliki meri neporavnan. Pogrebna maša za pobitimi domobranci. Julija 90, imenovana tudi spravna slovesnost, čeprav uradno to ni bila, bil je simbolni pokop za pobitimi domobranci. Ta slovesnost je dajala upanje, da bo država hitreje stopila na pot njihovega raziskovanja, urejanja. Kazalo je takrat, da je v slovenski politiki dosežen konsens o odkrivanju, o zaznamovanju grobov, o pokopu žrtev, o izdaji mrliških listov, pa tudi o drugih vprašanjih humanitarne in civilizacijske narave. Ampak to je bilo samo na načelni ravni. Pri izvedbi pa je bilo pri vsaki izvršni oblasti čutiti neko figo v žepu za izvajanje teh nalog, neko navidezno nemoč in odrivanje teh vprašanj na stranski tir. Zato ni čudno, da so prve oznake na moriščih in grobiščih postavila društva, posamezniki, kasneje nekaj, še kakšna občina. Država je prve označitve izvedla šele leta 2003.
A za vse označitve velja do takrat, da označeni kraji v naravi niso bili potrjeni. Za vračanje izbrisanih v javni spomin je pomembno prispevala akcija postavljanja spominskih varnih plošč. Imena zamolčanih žrtev smo predstavili tudi v Ljubljani na razstavi Prikrito in očem zakrito pred 20 leti ob 60-letnici konca druge svetovne vojne. V prvem desetletju po demokratizaciji, torej leta 1990 do 2000, se torej država nekega konkretnega urejanja, raziskovanja grobišč ni lotevala. V politiki je pač se uveljavilo mnenje, da bo zadoščalo, če na dva simbolna kraja, v Teharju in na Kočevskem rogu, postavi država dva spomenika, s katerimi bi simbolno pokopali zamolčane žrtve. Prva vlada Peterletova je ustanovila komisijo izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za reševanje vprašanj povezanih z namembnostjo in ureditvijo grobišč v Kočevskem rogu. Torej, Kočevski rog je bil kot sinonim, o razsežnosti se takrat ni vedelo ali govorilo. Njeni predsedniki v 35-letnem delovanju sta bila pokojna Viktor Blažič v prvem desetletju in Janez Črnej v letu 2000, za njima pa Peter Kovačič Peršin do 2004 in od 2005 dalje Jože Dežman. Komisija v prvem desetletju ni imela, glede na to, da sem spremljal kot član delo njene komisije, ni imela pristojnosti in ni imela pogojev za reševanje preštevilnih nalog. Ni bilo popisov grobišč, ni bilo zakonodaje, zato tudi večjih ambicij in rezultatov, ki bi si jih člani komisije, predvsem pa svojci pomorjenih, želeli in pričakovali, ni bilo. Če dodamo še to, da so se prav vsa ministrstva izmikala odgovornosti in pristojnosti, je mogoče danes nekoliko lažje razumeti skromnejše rezultate povezane s prikritimi grobišči in morišči v prvem letu delovanja vladne komisije. Člani komisije so tudi v večini bili pisatelji, publicisti, ki so se kot Don Kihot spopadali z mlini nezainteresirane državne oblasti. No, a tudi pri izgradnji teh dveh spomenikov simbolnih je pravzaprav šlo veliko narobe. Na Teharjih je država šele po 14 letih postavila spomenik, ki nažalost še do danes ni dokončan, kot bi moral biti po načrtih gospoda Mušiča. Vemo tudi, da stoji na izrazito okoljsko degradiranem območju odlagališč Cinkarne Celje in komunalnega odlagališča Celje. Poleg odsotnosti vsakršne pietete, kot jo vidite na zaslonu, za motokros stezo, vadbiščem za golf nad grobovi umrlih, so izgradnjo spremljali še ekološki problemi in težave z proračunskim denarjem države. In podoba teharskega taborišča, kot ga vidite na zaslonu iz letalskih posnetkih z leta 53 in 90, vam kaže pravzaprav, ali pa težko dojemate, da je posnetek istega kraja. Nerazpoznavnost in spremenjenost. Tudi pretekli teden smo bili soočeni z novico, da mora država plačati dober 1 milijon evrov kazni zaradi prepočasnega saniranja strupenih zemljišč v Bukovžlaku v bližini spominskega parka. V medijih boste pogosto slišali ali brali, da zakon o vojnih grobiščih določa, da se skeletne ostanke iz prikritih grobišč pokoplje v Kostnici na Teharjih. Zakonodajac je to predpisal, čeprav v tem parku Kostnica ni bila zgrajena, oziroma bi lahko simbolno položili le nekaj kosti. Tudi ta zakon z leta 2003 se je pisal, ko država o pokopih, prekopih sploh še ni razmišljala, kaj šele izvajala. Zato je ta zakonska določba, na katero se danes v nevednosti sklicujejo zagovorniki, da naj se žrtve že pokopljajo v Kostnici na Teharjih, ki pa je ni, pravzaprav v posmeh za trajen pokop mrtvih.
Ali drugo, na javnem natečaju izbrani spomenik v Kočevskem Rogu je bil postavljen šele 10 let po tistem, ko je bil izbran in 14 let po simbolnem pokopu domobrancev. Zakaj? Bodisi, da država ni zagotavljala sredstva v proračunu, ali pa so se našle razne birokratske ovire, ki so oddaljevale začetek gradnje. Analiza zapisnikov sej komisije v tistem obdobju nas prepriča, da so pristojni pravzaprav se igrali z komisijo in zato ne čudi njena nemoč in večkratna grožnja predsednika Viktorja Blažiča po odstopu. Zapletom ni bilo videti konca, ko je nova sestava komisije v kratkotrajni Bajukovi vladi dala denar in proste roke enemu društvu, da brez dovoljenj zgradi pod Krenom en drug spomenik, pazite, za katerega je urbanistični inšpektor kasneje celo ukazal odločbo za odstranitev. Se to sicer ni zgodilo. In tako danes na nekoč najbolj znanem grobišču v Sloveniji, kjer pa danes vemo, da ni Slovencev, stojita dva državna spomenika. Enega je postavila Bajukova vlada, drugega Ropova. Slaba izkaznica odnosa države. Kasneje, kot sem rekel, se je izkazalo, da slovenskih žrtev povojnih pobojev se spominjamo na nepravem mestu. Leta 2004 smo z študenti oddelka za zgodovino z primitivno preiskavo zemljišča okoli grobišča pod Macesnovo Gorico in za predmeti, ki smo jih našli, upozorili, da je grobišče slovenskih domobrancev drugje, torej v jami pod Macesnovo Gorico in ne pri jami pod Krenom, kjer je bila spravna slovesnost in kjer so 28 let potekale obletne spominske svečanosti z državnim protokolom. Poudarjam to zato, ker je nekaj simbolno označevanje, drugo pa dejanski rezultati terenskih raziskav in med tem je ogromna razlika. Torej, z povsem enostavnimi postopki, kot je presejanje zemljine na območju grobišča, se je v obdobju, ko posegov sploh še ni bilo možno izvajati, ugotovilo in kasneje tudi potrdilo, da je jama pod Macesnovo Gorico slovensko grobišče. A kljub težavam torej je uspelo v letu 2004 javnosti predati oba spomenika v Rogu in na Teharjih. A težavam ni bilo konca. Slabo se je izteklo tudi leta 2003 namera države skupaj z odgovornostjo komisije o enotni označitvi grobišč z bronastim valjem, tako imenovanim zvonom sprave. Vzroki: nasprotovanja obliki, umanjkanje sredstev v proračunu, previsoka cena, neustrezen napis, ki ga je zakon določil. Ampak največja strokovna pomanjkljivost je bila, ker sem bil z njo tudi soočen, da bi se morali spomeniki postavljati na krajih, kjer niso bili raziskani oziroma potrjeni kot grobišča, na njih pa bi morali že podati zapise o številu žrtev in pa o njihovi narodnosti. Ampak izjema pa so bili vojaki nekdanjih okupatorskih držav, s katerimi je Slovenija sklenila meddržavne sporazume v drugi polovici 90. let in katerih ekshumacija in pokopi so potekali kontinuirano. Zakaj so za njih veljala drugačna merila kot za prebivalce Slovenije in za prebivalce nekdanje skupne države? Mimogrede, Jugoslavija je v začetku 60. let v sporazumu z Italijo ekshumirala italijanske vojake. V Jugoslaviji 8300, v Sloveniji iz 33 grobišč 1125 in celo 267 osebno identificirala, torej že v 60 letih. Če ne more država, lahko lokalna skupnost in pokaže državi, da se da, če se hoče. Leta 2001 je pogumna odločitev občine Slovenska Bistrica, da bo sama raziskala grobišča v zakloniščih tovarne Impol, imelo za raziskovanje povojnih pobojev daljnosežen pomen. Iz 2 rovov so izkopali 431 skeletov. Po močnem odmevu v javnosti se je takrat vlada morala zavezati, da bodo državni organi storili vse, kar je v njihovi moči,
da se grobišča najdejo, označijo in kjer je potrebno, posmrtni ostanki tudi prekopljajo. A tako lahko in hitro le ni šlo. Izraženi politični volji niso sledili potem tehnični, finančni, kadrovski in drugi pogoji. Je pa takrat, to pa moram priznati, Ministrstvo za kulturo, čeprav pravzaprav to ni sodilo v njen delokrog, omogočilo prošnjo, da sva lahko s kolegico po prilagojeni metodologiji registra nepremične kulturne dediščine lahko začela evidentirati lokacije prikritih grobišč. In do leta 2009 popisali podatke o 600 krajih prikritih grobišč in morišč. Vendar terenska potrjevanja, ali so na pokazanih in evidentiranih popisanih krajih žrtve ali ne, še niso bila predvidena, niso bila omogočena. Lokacije, na katerih ležijo posmrtni ostanki, lahko razdelimo v 4 skupine. Največja skupina prikritih grobišč so jame, ki so jih za likvidiranje in prikrivanje zločinov morali šele izkopati. Teh je med evidentiranimi največ. Najdemo jih, kot vidite na zaslonu, na vseh mogočih in nemogočih lokacijah. Druga skupina so kraška brezna. Kraška brezna kot morišča so različna. So takšna, ko se spustiš v jamo, naletiš na skeletne ostanke. Druga so takšna, kjer so sledove morije zakrili z zaminiranjem. In tretja, najštevilčnejša, kjer so po moriji žrtve zasuvali smetmi. Socerbska jama za vrhom leta 1975, 50 kubičnih metrov salam iz Luke Koper. Tretja skupina so rudniški jaški in zaklonišča, med njimi najbolj razvpita Huda jama in njen rov Sveta Barbara. A iz zapisov so znani tudi drugi jaški, ki pa vsaj zaenkrat tehnično niso dosegljivi za raziskave. In četrta skupina so protitankovski jarki, ki tehnično omogočajo najštevilčnejše pomore. Spoznanje, da bi morali začeti grobišča tudi raziskovati, je dozorevalo počasi. Prevladovalo je namreč mnenje, da se posmrtnih ostankov ne izkopava, razen če se na njih ne naleti slučajno ob gradbenih delih. In v takih primerih je odločitev sprejemal preiskovalni sodnik. Vprašali se bomo seveda, zakaj takšna odločitev. Poleg nepoznavanja problematike odločujočih in stališča politike, da naj se grobišč ne razkopava, če uporabim izraz, ki ga je bilo zaslediti pogosto v njihovih besedah, in da je dovolj le simbolna označitev v spomin na žrtve, je tudi odsotnost ustrezne zakonodaje močno omejevala vsak začetek urejanja grobišč. Čakalo se je na zakon in vtis je bil, kot da bo zakon sam po sebi uredil desetletja zamolčan problem. A vsako ministrstvo je prelagalo odgovornost ena na drugo. Ko so leta 1999 gradili avtocesto mimo Maribora, so presekali jarek, protitankovski jarek, in preiskovalni sodnik je odredil iznos samo iz trase gradnje avtoceste, 70 metrov. Iznesli so 1179 trupel. SCT je takrat predložil vladi račun v višini 1 milijona evrov, ki pa ga država ni hotela plačati, češ, to ni stvar države. Po nekaj letih je sodišče naložilo državi prav, torej naložilo SCT-ju prav, in da je to problem države in da ga mora rešiti in plačati država. In z obrestvi je morala plačati 1 milijon 900 tisoč mark. Zakon o vojnih grobiščih je bil sprejet šele leta 2003. Pozor, skoraj po 6 letih prelaganja v zakonodajnem postopku in skrb naložilo Ministrstvu za delo. Pomanjkljivosti in neustreznosti v zakonu, na kar smo v komisiji opozarjali, so se pokazala v prvih terenskih raziskavah in prekopih. Ni določil postopka raziskovanj, izločil nekatere vrste prikritih grobišč, stroške prekopa določil oziroma dal na bremena sorodnikom, naloge, ki pa jih je zakon določal, pa se niso izvajale, kot vodenje registra, ureditev zemljiško-katastarske evidence in drugih predpisov. Vseeno,
Pomembna prelomnica je bilo leto 2006, ko je komisija pod novim vodstvom in s podporo desno-sredinske vlade postala operativnejša in pridobila dovoljenja za prva terenska potrjevanja grobišč. V tistem obdobju 2006-2008 smo uspeli sondirati oziroma terensko raziskovati na 156 evidentiranih lokacijah. Recimo tudi na protitankovskem jarku Tezno, ker ni bil znan natančen potek jarka, niti v kolikšnem delu je spremenjen v grobišče in ker so se pojavljale številne ocene o številu žrtev. Eni so govorili o 60 000, 80 000, drugi so rekli, da je že vse iz tistih 70 metrov ekshumirano. Smo z sondami na nekaj 10 metrov ugotovili, da je najmanj 940 metrov jarka napolnjenega z trupli. Zgodovinarji ne radi uporabljamo številke, če za to nimamo podatkov, ampak matematični izračun bi tukaj lahko pokazal, da imamo opravka z enim največjim grobišč v tem delu Evrope, zagotovo pa z največjim prikritim grobiščem v Sloveniji in tudi največjim hrvaškim grobiščem. Dokumente o teh 3-4 dneh morije ene brigade od 10. maja dalje in potem od 22. do 25. maja smo našli v vojnem arhivu. Pri vseh 3 bataljonih, ki so sodelovali, so navedene likvidacije. Kljub poskusom brisanja z flomastrom teh 3 dni v enem od operativnih dnevnikov je vsebina enaka. Začeli so se takrat, kot sem rekel, prvi prekopi. Odločitev je bila, da se izvedejo najprej tam, kjer bi lahko prepoznali žrtve z imenom in priimkom. Pri tem moram poudariti, da je pionirsko vlogo imela občina Škofja Loka in njena komisija. Ekshumirali so bile žrtve v Bodovljah, v Lovrenški grapi, v Žovščah, gradu Škofja Loka. Ker smo na Arehu, blizu smučišča na vrhu Pohorja, potrdili samo na nekaj 10 metrih 13 grobišč, smo z ekshumacijo samo enega poskušali oceniti, koliko žrtev je na vrhu Pohorja. In tako smo iz grobišča številka 3, ki na zunaj ni izgledal skoraj kot grobišče, iznesli skeletne ostanke 189 žrtev. Na podlagi izkušenj je v tistem obdobju 2007-2008 komisija pripravila metodologijo za sondiranje in izkope z drugačno metodo, z arheološko metodo in antropološko raziskavo skeletnih ostankov, kar je pomenilo velik napredek pri pridobivanju natančnejših podatkov iz grobišč in tudi korak naprej v odnosu do žrtev, saj se skeletni ostanki žrtev niso več mešali med seboj, kot se je to dogajalo do takrat. Prvič smo v tem obdobju znesli tudi žrtve izminiranega kraškega brezna, Konfin 1, in na podlagi dokumentacije za DNA izpeljali tudi osebno identifikacijo žrtev. In po nekem postopku so tudi žrtve iz Hrvaške lahko saj del skeletnih ostankov prenesle in pokopale na družinskem grobu zunaj Slovenije. Začeli smo z geodetskimi odmerami, urejena in označena so bila prva grobišča v Kočevskem Rogu. Leta 2008 je bila zgrajena tudi prva kostnica, če temu lahko tako rečem, bolje rečeno prostor za začasno hrambe posmrtnih ostankov in naslednje leto še dodatek k poslopju na pokopališču Lipice v Škofji Loki. Komisija se je lotila tudi raziskave grobišča v Rudniku, česar v svetovni literaturi do takrat nismo bili priča. Marca 2009 smo po 8-mesečnem kopanju prišli do žrtev v Rudniku Huda jama. Naj mi bo dovoljeno, da sem takrat imel kamero v rokah, minuti in 30 sekund, spremenilo življenje. Cela pet še vedno redi, to je napako, je to. To je zdaj že precej smrdi. To je precej smrdi.
Obleke. Zrupke. Jašek. Evo ga pred mano. Prav, Jašek je pa tele levo. Jašek, evo ga pred mano vidim. Dajmo samo pogledati, kaj ima. Zdaj, ne vem, koliko je varno, koliko je strašno. Mislim, da ne. Tako, ne. Zaenkrat vas ja, bolje bilo, da obstanete tako kot je, ne vidite glavno strano. Mislim, jaz upam, samo jaz koji mislim, to mi ni problem. To je proga, to je res, ja. Samo morate previditi. Tam je, dajmo te naprej. Samo tako, da previdno. Prosim. Pa zaenkrat je v redu, tle samo, ko smo, lahko se pogleda, samo bi rekel, tle z tega dela, neč pa kaj naprej, ne? Samo en po en, bi rekel, tako res, O, Pater! Kaj pa je to? Ja, že što napete pogledati, no? O, porka! Nisem si mogel predstavljati, da bi nas politika, potem ko je komisija že nekako normalno zadihala, namreč tisto, kar smo doživeli v pogledu na tisto belo kopreno in kar nas je povsem spremenilo in utrdilo v prepričanju, da storimo vse, da se žrtve izkopljajo in dostojno pokopljajo, si pa nisem mogel predstavljati, da bi nas politika po tistem, ko je nekako normalno komisija zadihala, ko je uveljavila standarde pri prekopih, ko je upravila številna sondiranja, lahko potem tako drastično spodrezala. Večkrat sem že rekel, da je bila huda jama prehuda za takratno oblast. Sočutje v javnosti za množico nerazpadlih trupel in pričakovanja po nadaljevanju raziskav in dostojnem pokopu so bila tako močna, da je izvršna oblast v nasprotju z temi pričakovanji posegla po drastičnih ukrepih. Odločili so se, da bodo razpadajoče človeške ostanke pustili v vrečah in v plastičnih zabojčkih za sadje v rudniku, ostale pa pustili zakopane v jašku. Vsa dela na prikritih grobiščih, evidentiranje, sondiranje, izkope, je pristojno ministrstvo za delo zaustavilo za več let. Komaj vzpostavljen sistem raziskovanja in urejanja je počasi, a zanesljivo razpadal. Žal ne bomo mogli nikoli nadoknaditi teh 6 let. Omogočeno je bilo strokovno oporečno samo pobiranje vidnih skeletnih ostankov iz dna kraških brezen. Zanikovalci zločina in zločincev so celo vsemu navkljub nekaj tednov po odkritju množičnega zločina v Hudi jami v Ljubljani preimenovali cesto po Josipu Brozu Titu, a je Ustavno sodišče leta 2011 odpravilo poimenovanje. In odločba Ustavnega sodišča ne dopušča, da bi se nova poimenovanja glasila po ljudeh, ki so teptali človekove pravice. In odločilo je, da je poveličevanje komunističnega totalitarnega režima s poimenovanjem po voditelju tega režima protiustavno. Zaradi blokade, ki je bila 6 let, je leta 2015 vzniknila ideja o dodatnem zakonu, ki bi zadeval le prikrita vojna grobišča. Ob močnem nasprotovanju celo tistih, ki jim naj bila skrb za grobišča tudi to najbolj zadevala, je bil sprejet ta zakon z glasovi Nove Slovenije in Stranke modernega centra. Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev ureja postopke, ki jih tisti zakon o vojnih grobiščih ni zajemal in nalaga državi obveznost za čimprejšnjo označitev, raziskavo in prekop žrtev. Vlada Mira Cerarja je takrat za izvedbo dodelila komisiji minimalna, ampak stabilna finančna sredstva, ki so jih na podlagi sprejetega programa in razpisov kljub stalnim nepotrebnim zamudam razdeli v potrjevanje grobišč, urejanje grobišč in prekope oziroma pokope. A zanimivost, ker Ministrstvo za delo v
okvir katerega so do takrat sodila prikrita grobišča, sodilo je pod stranko socialnih demokratov, ni hotelo imeti upravka s tem zakonom, je moral premier strokovno pomoč, torej določiti ministrstvo, ki bo suportiralo komisijo in je določil svojega ministra in to ministra za gospodarstvo. Tako da je komisija nekaj časa sodila pod to ministrstvo. Danes je delovanje teh upravil podrejeno oziroma sodi pod upravo za vojaško dediščino Ministrstva za obrambo. Do covida je bilo v 4 letih prekopano 1352 žrtev, torej od 15. leta do pandemije covida. In to iz 32 grobišč in morišč. Skeletni ostanki žrtev se prepeljajo v Kostnico na pokopališču Dobrava v Mariboru ali pa so pokopani na lokalnih pokopališčih ali pa predani svojcem za pogreb v družinski grob. Vzorci genetskega materiala, desna stegnenica za morebitno dodaljno DNA analizo in identifikacijo, so shranjeni v prostoru oziroma kostnici v Škofji Loki. Predmete se popiše, shrani, tiste pomembne za identifikacijo ali kazenski postopek zavaruje policija ali pa so v večji meri predani muzejskim ustanovam. Žrtve iz lokalnih grobišč smo lahko pokopali na krajevnih pokopališčih. Recimo v nasprotju z Ljudskim glasom, ki je prepričeval, da so po vojni skeletne ostanke domobranskega pokopališča na Ljubljanskem gradu raznesli neznano kam, se je ugotovilo, da je bilo to izvedeno maromarno in da so posamezni grobovi še vedno pod zemljo na tako imenovanem Orlovom vrhu, kjer ljubljanski meščani vozijo svoje hišne ljubljenčke na potrebo. Zapisano lahko nekako sklenem z ugotovitvijo, da so ureditvena dela samo v obdobju 2015 do 2019 potekala na 173 grobiščih in moriščih in da so sedaj v naravi označena vsa, tista, ki so potrjena. Ureditev, kot vidite na zaslonu, je v največji meri odvisna od zahtev, seveda lastnika zemljišča, ampak običajno obsega ograditev grobišča za leseno ograjo, postavitev lesenega križa, na njem je medeninasta ploščica z vpisanimi osnovnimi podatki o grobišču, postavljeni so tudi kažipoti, ki označujejo smer, oddaljenost, koordinate grobišča in ime. Do grobišč, tista teže dostopna, so se uredile poti in prostor za sveče. Postavljenih je tudi nekaj informativnih tabel. Poleg izvajanja zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev velja po letu 2015 omeniti nekaj pietetnih dejanj, ki so pomembno vplivala na razumevanje bolečih poglav. Naj omenim tudi tukaj vlogo nekdanjega predsednika Boruta Pahorja kot predsednika države. Med ključna pietetna dejanja v letu 2016 sodi kljub nekaterim nasprotovanjem odločitev o pokopu 778 žrtev iz skladišča oziroma kostnice v delu rudnika Barbara Rov, prenesene na mariborsko pokopališče Dobrava, kar je omogočilo tudi naslednje leto nadaljevanje iznosa ekshumacije preostalih 627 žrtev iz jaška. Skupaj je bilo v rudniku Huda jama 1410 žrtev. V nizu spravnih dejanj predsednika Pahorja naj omenimo tudi upravičilo, njegovo upravičilo v imenu republike, sorodnikom umorjenega Rada in Ksenija Hribarja in pa družini Hudnik. Kljub temu, da še nima dogovorjenega napisa, je prestolnica dobila spomenik žrtvam vseh vojn. Najvišja znanstvena ustanova v državi, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, je 2021 sprejela izjavo o spravi, v kateri zapišejo mnoge stvari, ki jih do takrat v nekej tako eminentni ustanovi nismo srečali. V Sloveniji imamo do danes raziskanih 224 grobišč, od katerih je bil iz 122 opravljen delen ali pa celoten prekop žrtev, na 102 pa z sondiranjem
potrjen obstoj žrtev v njih. Do sedaj ekshumirani ostanki pripadajo nekaj več kot 9000 osebam. Najbolj intenzivno delo je komisiji uspelo v letu 2016, 2017 in pa 2018. Na zaslovnu lahko vidite nekaj najštevilčnejših ekshumiranih grobišč. Seveda se zastavlja vprašanje, kako to, da nam je v zadnjih letih uspelo na nekaterih poglavjih pospešeno nadoknaditi civilizacijski in pietetni dolg, s katerimi smo Slovenci močno zaostajali. Kako to, da tako velike korake nismo zmogli že prej. Ampak ugotovimo lahko, torej, da stroka zna, hoče, lahko zmanjšuje civilizacijski manjko, vendar pri tem prevečkrat trči na nerazumevanje, odpor, nasprotovanje, ignoranco izvršne veje oblasti. Zlasti imamo problem z pokopom. Recimo v grobišču na Boncerih je bilo od 20 likvidiranih Romov kar 11 otrok. Izkopi iz romskih grobišč so razkrili, da je bilo skoraj polovica romske skupnosti na Dolenjskem in Notranjskem žrtev partizanskega nasilja v letih 42 in 43. Po več letih priprav in odstranjevanja ovir se je leta 2019 začel izkop miniranih skal iz jame pod Macesnovo Gorico. Kakšno je bilo stanje pred začetkom in med izkopom, lahko vidite na zaslonu. Zahtevalo je veliko logističnih, kadrovskih, finančnih resursov, ki jih je, to moram poudariti, Ministrstvo za obrambo, ki izvaja program komisije, zagotovilo oziroma podpiralo. Po odstranitvi 3000 kubičnih metrov skal je nadaljevanje del zaustavila pandemija covida. V letu 2022 so se dela nadaljevala in končala. Arheologi so opravili gromozansko strokovno delo. Forenzična antropologinja dr. Petra Leben-Seljak je po analizi ugotovila, da skeletni ostanki pripadajo 3450 osebam. In zlasti od leta 2023, čeprav smo se dogovarjali o tem že od leta 2017-2018 dalje, je akutno vprašanje zavračanje pokopa tako romskih žrtev kot žrtev izkopanih iz jame pod Macesnovo Gorico. Seveda se bomo vprašali, zakaj pa Ljubljana. Tukaj lahko povzamem besede kolega člana iz komisije Milana Sagadina, ki pravi, in kot je komisija tudi sprejela, da tako med drugo svetovno vojno pomorjeni Romi, kot tudi po njej umorjeni slovenski vojni ujetniki in civilisti so bistven del slovenskega narodovega telesa. Njihova smrt v obsegu, kot so ga razkrile raziskave, je nacionalna tragedija. In tem žrtvam Republika Slovenija mora priznati pravico do groba in spomina. Glavno mesto države ni le največje in pa največje mesto, ali pa najlepše mesto, ampak je vedno tudi srce nacije, je identifikacijsko središče vseh državljanov in kot tako mora v svojem spomeniškem fondu ohranjati spomin, ne samo na narodova zmagoslavja in dosežke, ampak tudi na njegove tragedije. In to je preprosto državotvorna dolžnost prestolnica, ki nima imeti le pravico biti najlepša. In zato je bila, na primer, povsem upravičena postavitev spomenika žrtve letalske nesreče na Korziki, ohranjanje spomina okupatorskih armad, ki imajo na Žalah svoj prostor. Zakaj ne naših državljanov? Grobnica nepokopanih Romov, vojnih ujetnikov in civilistov v glavnem mestu bi tako preprečila marginalizacijo velikih skupin prebivalstva in Ljubljano vzpostavila kot resnično prestolnico vseh Slovencev in državljanov Slovenije. A 35 let po demokratičnih spremembah se Slovenija še vedno sooča z umanjkanjem pravice do spomina in do dostojnega pokopa. Dveh temeljnih pravic,
ki jih ima Evropa zapisane v svojem etičnem kodeksu. Uvedba in ukinitev dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, zavračanje trajnega pokopa ekshumiranih romskih žrtev in skeletnih ostankov 3450 žrtev iz Macesnove Gorice je imelo za posledico peticijo, ki jo je v letih 2024 in v letošnjem letu obravnaval Evropski parlament. Odbor je sklenil, da peticija še naprej ostane odprta in da bo v odnosu do kulture spominjanja in pokopa v Sloveniji sprejel o tem posebno resolucijo. A če počasi zaključim in se vrnimo k pravici do pokopa. Seveda je bila v letu 2025 med vladajočimi političnimi akterji prepoznana moralna zadrega, da ob 80-letnici konca druge svetovne vojne in 80-letnici poboja vojnih ujetnikov skeletni ostanki žrtev v skladišču komunalnega podjetja v Kočevju opominjajo in postavljajo vprašanje, zakaj ne moremo kljub zavračanju mestnih oblasti in župana glavnega mesta v dogovoru z sorodniki najti trajnega mesta pokopa v Ljubljani. Jasno je bilo sporočilo tako vladne komisije kot društev, ki zastopajo sorodnike žrtev, da premestitev iz začasnega prostora v začasni prostor brez jamstev za trajen in dostojen pokop ni sprejemljiva rešitev. Tudi zaradi dosedanjih slabih izkušenj za pokopom žrtev iz Hude jame. A kljub temu je minister za obrambo Borut Sajovic 31. marca mimo vladne komisije, ki je za to pristojna in ki je nasprotovala začasni prestavitvi vreč za skletnimi ostanki, to storil brez obvestila, brez dogovora, brez kakršnega sklepa o določitvi trajnega mesta pokopa. Zato tiste, ki so ali pa ki ste verjeli obljubam, da se bo kasneje že našlo mesto pokopa, imajo ali pa imate sedaj še večjo moralno dolžnost, da opominjate in da ta obljuba ne bo postala nedokončan civilizacijski dolg. Vendar, kako upati, predvsem pa kako verjeti vsemu leporečju. Ko sem včeraj sodeloval v Državnem zboru na komisiji za peticije človekove pravice in enake možnosti, nisem mogel verjeti, da je vladna večina, sicer ob odsotnosti predstavnika socialnih demokratov, torej vladna večina Gibanja Svobode in Levice, povozila vse predlagane sklepe povezane z osnovnimi človekovimi in civilizacijskimi dejanji. Če še lahko razumem, da so branili odločitev ministra Sajovica pri sklepih, ki so obsojali nedostojno hrambo posmrtnih ostankov in prenos v skladišče oziroma kostnico Škofja Loka. Če lahko razumem, da so glasovali proti sklepu, da se ponovno razglasi 17. maj za dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Pa sem pri glasovanju pri tem, da o razpravi sploh niso posegali in da niso spregovorili besede, po glasovanju ostal nem. Oprostite, vladna večina je glasovala proti sklepom, kot so. Da se poziva vlada, da se v sodelovanju za stroko določi stalno, dostojno in primerno urejeno lokacijo v Ljubljani za pokop vseh žrtev iz prikritih grobišč. Preglasovali so sklep, da se poziva vlado, da pripravi ustrezne zakonske spremembe, ki bodo omogočile sistematično identifikacijo žrtev iz prikritih grobišč za uporabo sodobnih forenzičnih metod. Preglasovale so sklep, ki poziva Ministrstvo za notranje zadeve, da ukrene vse potrebno, da za izdajo mrliški listi za osebe, ki so navedene na farnih spominskih ploščah. Preglasovale so sklep, ki poziva pristojne organe, da v sodelovanju z zgodovinarji ugotovijo do zdaj neznana imena in osebne podatke slovenskih Romov, žrtev komunističnega nasilja. In preglasovale so sklep, ki poziva pristojne organe, da poskrbijo za pieteten in dostojen pokop
ekshumiranih žrtev iz prikritega grobišča Jama pod Macesnovo Gorico na ljubljanskih Žalah. Mrtvo hladno, brez razprave, so z večino, ki jo imajo v odboru, povozili temeljne, humanitarne, civilizacijske norme. Sramota. Leto 25 bo mimo, prav tako 80-letnica praznovanja konca druge svetovne vojne. Prišla bo druga vlada. Problem nepokopanih pa bo ustal in opominjal, kot da se iz neurejanja teh civilizacijskih upravil nismo v teh desetletjih še nič naučili. Ali ste v govorih najvišjih predstavnikov trenutne oblasti na državnih proslavah ob 80-letnici konca druge svetovne vojne morda slišali obžalovanje zaradi revolucionarnega nasilja med vojno? Ste morda slišali obžalovanje pomora več 10 000 vojnih ujetnikov v nekaj tednih na slovenskem ozemlju? Ste v govorih morda slišali vsaj omembo tega zločina? Slaba popotnica ob 35-letnici demokracije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod profesor Mitja Ferenc. Večkrat smo slišali že vaše jasne stališča, tudi podrobnosti, vsakokrat pa zvemo nove podrobnosti, nova dejstva in vsakokrat na novo nas vseh spreleteva po hrbtu. Hvala lepa za vašo odkrito besedo, jasnost, etično pokončnost, pa tudi za vztrajno voljo, da boste do zadnjih moči raziskoval, spregovoril in povedal na glas. Res je, da tisti, ki vas sedaj poslušamo, smo prepričani, da ta glas se ne da utišati, vedno na novo se rojeva, vedno na novo nas prebuja. Hvala vam še enkrat za to